Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo gostili gosta, ki prihaja iz ene od 20 italijanskih pokrajin, iz Furlanije, Julijske krajine. Sicer pa je župnik, ki deluje v Mariboru, v župniji Svetega Rešnjega telesa že 14 let. Ekonom mariborske nadškofije, človek, ki je zelo angažirana osebnost. To je naš sodelavec, komentator, prevajalec, naš televizijski sodelavec, gospod magister Franček Bertolini. Dobrodošli, gospod Bertolini, tudi na tak način v studiu pred našimi gledalkami in gledalci. Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. In sem vesel, da smo tudi na takšen način, predvsem pa vsaj enkrat na mesec preko Svete mašne daritve povezani preko televizije Exodus. Razlog za tokratno najino srečanje je vaša srebrna maša. Prav včeraj je bila nedelja, ko ste imeli vašo glavno slovesnost, glavno praznovanje tukaj v Mariboru. Kako je potekalo? Najprej seveda iskrene čestitke. Ja, hvala. Tako to osrednjo slovesnost sem imel v župniji, kjer sem najdlje, v župniji Svetega Rešnjega telesa. In najbliže datumu, katerem smo imeli mašniško posvečenje, in potem tudi naslednji dan novo mašo, torej 4. in 5. septembra leta 1999. Drugače nekaj malega bomo pripravili in smo že tudi v drugih župnijah, kjer trenutno delujem, pomagam, sodelujem. Naprimer za župnijski praznik in velik Marijin cerkveni praznik na Marijino nebovzetje smo jim se spomnili in se Bogu zahvalili za 25 let mašništva tudi v župniji Maribor Brezje. Tukaj pri Svetem Rešnjem telesu, tako je bila taka osrednja zahvalna slovesnost z ljudmi, s katerimi smo skupaj že 14 let. To pomeni že večino te poti duhovništva, ne, če 25 let, 14 let sem na tej župniji. Tako to so ljudje, ki jih sedaj pravzaprav najbolje poznam in oni mene, in skupaj hodimo, skupaj se trudimo. V Mariboru, tem četrti tabor, ki vemo, tako kot ostali deli Maribora, je, kar se tiče krščanstva, že nekoliko bolj misijonsko področje in se trudimo biti sol in luč v tem mestu med našimi ljudmi. Tako da včerajšnje praznovanje je bilo kaj posebnega za vas gotovo, ne? Ja, tako zame gotovo, so lepo pripravili. Tako bodi si sama sveta maša, dobro je bila nedeljska sveta maša. Znotraj te maše smo se na začetku in na koncu spomnili te obletnice, se Bogu zahvalili. Je bila slovesna, ampak po drugi strani tudi tako zelo sproščena, prisrčna, saj smo bili v glavnem vsi ljudje, ki se poznamo, večinoma iz župnije, nekaj pa tudi iz kakšnih skupin, ki jih spremlja, kot iz kakšnih zakonskih skupin, iz katoliške karizmatične prenove, od skautov in tudi še od kakšne druge gibanje skupine. 25 let opravljanja duhovniške službe, biti v službi Jezusa Kristusa, biti njegov posrednik, namestnik tukaj na zemlji, pravimo celo drugi Kristus, ne? Takrat, ko mašujete, ko ste v spovednici in tako. Kaj vam osebno pomeni biti duhovnik, biti v tako pomembni službi, ki je vendarle nekaj posebnega, nekaj zelo posebnega v svetu? Ja, tako, ko pomislim malo globlje na vse te in na mnoge druge stvari, te stvari, ki ste jih omenil, in na druge stvari, ki so del duhovniškega življenja, se takoj čutim nevrednega. Takoj mi je žal, da v vsakodnevni rutini se vsega tega malo bolj ne zavedam. Mogoče dostikrat tudi zaradi
obremenjenosti, ne, z raznimi nalogami in skupinami. Pogrešam to, da bi se kdaj lahko malo bolj ustavil, malo bolj premislil, ne, kako živim kot kristjan, krščen že, in potem še poleg tega kot duhovnik, ne, maziljen. Vsekakor tako, če pa pomislim na to pot do sedaj, sem gotovo tako vesel te poti, ogromno lepega, seveda tudi težki trenutki, bodisi zaradi zunanjih situacij, pritiskov, kot sem rekel, teh nalog, ki mogoče predvsem na začetku človek ne ve točno, kako se jih lotiti, potem pa tako z Božjo pomočjo in zaupanjem nekako gre. Kakšenkrat je težko tudi zaradi človeka samega, zaradi svoje grešnosti, zaradi tega, kar je, zaradi značaja, ko ga imam, in vidim, da je določene stvari so lahko ovirane na tej poti. Ampak seveda ja, v veri pa vemo, da vsaka stvar pripomore k dobremu, tako da v pogledu tako na celoto vidim, da tudi določene, bi lahko rekli, slabe stvari ali težke stvari imajo neko mesto in nek smisel v tem Božjem načrtu. Težko rečemo, vendar pa razmišljamo pa lahko, ne, tudi glasno. Kako bo Bog ocenjeval vas, duhovnike, glede na to, kar ste sedaj povedali, da ste velikokrat preobremenjeni, da premalo globoko in zavestno živite to svoje sveto poslanstvo, ki ga imate za duše pred Bogom? Ja, gotovo ne moramo sedaj vedeti, kako bo Bog točno ocenjeval. Gotovo sam upam, torej, da bo usmiljen, ne, tako kot ga poznamo in vemo, da je. Ampak tako iz zgodovine Cerkve, iz spisov nekaterih svetnikov se poudarja tudi to, ja, da gotovo duhovnik svojo posebno vlogo ima tudi neko posebno odgovornost. In torej odgovornost, to pomeni odgovarjati za, ne, tako bo tudi gotovo tako neka posebna bi rekel, vloga ali pa ja, tako se sprašujem sam, ne, kako bom lahko odgovarjal za določene stvari, situacije v svojem življenju. Ne. Ali mislite, da Bog pričakuje, da se duhovniško delo organizira boljše, drugače, da ne bi bili tako obremenjeni s tistimi stvarmi, ki niso toliko pomembne za upravljanje vašega duhovniškega poklica? Vi ste vendarle poklicani, da služite oltarju, da podeljujete zakramente, ne da se ukvarjate še z vsemi mogočimi drugimi stvarmi, ki bi jih lahko upravljali tudi drugi, ne? Ja, tako sam pogosto molim za to, da bi me Sveti Duh razsvetlil in da mi pomagal tako najti načine, kako služiti cerkvi, kako pomagati cerkvi, da določene stvari so narejene, ampak tudi s to prošnjo, da bi znal najti tako ljudi, pa da bi mi Bog poslal ljudi, ki mi bi pri določenih stvarih pomagali, da bi sam znal delegirati, razložiti, pomagati drugim ljudem vstopiti v določene stvari in zato, da bi se lahko sam, če je tako Božja volja, tako vsaj se mi zdi, da vsekakor kot duhovnik sem najprej poklicanja, da tako biti človek molitve, evharistije, oznanjevanja, pa tudi bližine ljudem, tako v določenih situacijah, ne, kar mogoče zdaj zaradi določenih služb in nalog ne morem toliko, kot se mi zdi, da bi bilo prav in bi tudi rad. Koliko časa na dan v 24 urah bi ob vsem, kar počne, moral duhovnik posvetiti resnično živemu stiku z živim Bogom, pomeni kvalitetni molitvi, da bi lahko bil uspešen pri svojem delu, to, kar pač Bog od njega pričakuje? Ne, tako. Mislim, da idealno bi bilo tako vsekakor nas
Cerkev vabi in pravzaprav je del našega duhovniškega življenja, ne molitev brevirja, ne, kar tako lahko, če človek to v miru zmoli, je tako gotovo lahko 1 ura molitve, potem, če si človek vzame še vsaj ne pol urce, 1 uro za meditacijo, za premišljevanje in tako zame tudi je zelo lepo, če uspem se pred sveto mašo pridružiti še te pol ure molitve rožnega venca, ne, pred sveto mašo in potem imamo tudi po župnijah tako pol ure češčenja pred sveto mašo ali po sveto maši, pač ker sedaj sledim več župnijam, tako enkrat na teden, v eni župniji, enkrat v drugi, tako da pride še to, tako da recimo sam čas za molitev, idealno je bilo tako 2 uri na dan takšnega časa. Seveda vemo, da molitev je veliko več kot samo tisti čas, ko se človek izklopi od vsega drugega in se posveti tako samo Bogu, ne, lahko tudi preko dela, preko vsega, kar, ampak so pomembni takšni trenutki prav zato, da se lahko tudi v ostalem času dneva hrani tako neko povezanost z Bogom. Danes ste prišli tako rekoč direktno srečanja, mesečnega rednega srečanja duhovnikov dekanije Maribor, sem v studio, rekolekcijo, rečete temu dnevu, ne? Kaj pravzaprav pomeni ta dan za vas duhovnike? O čem tam razpravljate? V čem je to srečanje vsak mesec za vas koristno? No, gotovo je pomembno prav zaradi bratske povezanosti med nami in tako mislim, da se večinoma z veseljem udeležimo te srečanja v naši dekaniji in da se radi vidimo. Potem trenutno poteka letno molitve kot priprava na jubilejno leto 2025 in tako da kot vedno itak imamo začetek, je bolj molitveni del. Sedaj pa imamo tako, da si tudi po tem molitveni delu posvetimo, podelimo nekaj ob določenih vprašanjih, nekaj misli o našem molitvenem življenju v naših župnijah, tudi o molitvenem življenju na splošno v naši družbi, v času, v katerem živimo. Tako da prvi del je bolj tak duhovni del, drugi del pa je bolj organizacijski, v tem smislu, da se izmenjamo informacije glede dogajanja znotraj dekanije v naslednjem mesecu, zaključimo pa potem običajno s kosilom. Koliko se morda posvečate tudi nekim osebnim zgodbam vas, sobratov, duhovnikov v dekaniji? Ja, kolikor pri tej podelitvi po molitvi, tako je tudi kakšno tako bolj osebno vprašanje, drugače, tako da bi prav pogosto bolj o kakšnih osebnih zgodbah, tu pa tam pride do tega, ampak pogosto je mogoče malo velika skupina za takšne, ker nas pride okrog 20, ne, tako. Prihajate, sem že povedal, iz Furlanije, Julijske krajine, torej iz našega zamejstva, ne, v Italiji. Iz kakšne družine izhajate? Kako je živela vaša velika družina? Vem, da vas je veliko otrok, ne? Vi ste menda najmlajši. Ja, tako pri nas doma. Jaz sem najmlajši od 7 otrok. Smo živeli v eni furlanski vasi, Mosa, ne Moš, pod Števerjanom, pod Brdi, ampak na italijanski strani. Tam se začne 400-500 km dolga Patska nižina, ki sega potem tja do druge strani proti Franciji. In tam torej večina so Italijani ali Furlani in je tudi slovenska manjšina, ne, v Gorici in v Trstu in okolici, predvsem potem v okoliških vaseh. Tako da izraz tega obmenjega
področja je viden tudi v naši družini, kjer je oče Walter izhaja iz Furlanije in mama pa iz Vipavske doline, ampak je potem, ko je meja se ustalila tako, kot je sedaj, svojo izvorno družino, so bili takrat ravno v Gorici, tako da so ostali v Gorici. Oče je prav Italijan? Ja, tako Italijan, oziroma pač tam so Furlani, ne, ampak bi rekel to kot državljan je Italijan. Potem tam govoril je furlanski jezik ali kako? Ja, on je govoril furlansko, z nami ni govoril, ne furlansko. Edino na molitev sem se naučil, samo da slišite, kako zveni kot sveti angel. Io mi pon aquí, non sai se arrivi di, arriva o no arrivai, dan picciadi confissa, dan di picciu, dan di granč, la signorute, la madonute, mi perdoni duču kvanč. Zdaj pa še prevod. Ja, tako je, tako je zanimivo, ima neke glasove, ki nismo jih navajeni. Ne. Tako, jaz se postavim pred Gospoda, ne vem, če bom zvečer, jaz se zmolim, če bom preživel še do jutrišnjega dne, če bom preživel, ne bom preživel. Imam vsekakor grehe, ki bi jih rad izročil Bogu, ne, in po Marini priprošnje mi Bog vse odpusti. Tako da, kolikor vas razumem, starši so vas že od malega vzgajali v veri? Ja, tako, vsekakor. Tako, vera je bila prisotna, obisk nedeljske svete maše, molitev, tako, mogoče ne prav redno. Pri obrokih tisto nismo imeli toliko navade, da bi molili, ampak rožni venec, tako zvečer, tako po neke obdobje so bila močnejša za molitev, ne tako med letom neka malo manj. In tako, da neka osnova smo dobili doma. Ste bili tudi ministrant morda? Ne, ministrant ne. Sem enkrat se pridružil, tako ko je bila potreba, ampak ker smo večinoma hodili v cerkev svetega Ivana v Gorici, ki je cerkev za vse Slovence na tistem področju, ampak prav zato, ker je bil oče Italijan, potem smo kakšenkrat šli tudi k italijanski sveti maši na vasi, tam, kjer smo živeli, ali v stolnici v Gorici, ali v druge cerkve, tako da nismo mogoče toliko bili vezani na neko župnijsko občestvo in tudi potem v tem smislu nisem bil povezan s kakšno skupino ministrantov. Kdo je vplival na vas, na vašo kasnejšo odločitev za redovništvo najprej pri jezuitih, ker ste bili kar 20 let, in duhovništvo? Ja, tako zdaj v naši širši družini smo 3 duhovniki, torej jaz in 2 bratranca, ki sta brata, ne, David in Ivan Brešani. Zdaj vsi 3 smo začeli pri jezuitih. In tako mi, ko gledamo na svojo družino, vemo, da na slovenski strani smo imeli babico, ne, Angelo Vetrih, ki je zelo veliko molila in nekako smo se večkrat potem pozneje hecali, da je bila ona kriva, ne, da smo znotraj sorodstva 3 postali duhovniki. In tako ona ima zanimivo zgodbo skupaj s svojim možem, torej detkom. Torej, ona ima zanimivo zgodbo, ker je bila ena izmed teh, ki jih poznamo kot Aleksandrinke, ki so iz Vipavske doline šli v Aleksandrijo, v Egipt. In tako, da pri njej je bilo to, da sta se poročila, ne, torej mi rečemo Nonotom, ne, Ivanom Vetrihom, ona je bila prej Angela Ipavec. In potem tako kot mladoporočenca, potem je prišla na takšna težka finančna situacija, ne, in so se mogli odločiti, kaj narediti, ne, ali naj gre mož v Ameriko ali pa ona v Egipt. Ne, in tako potem nekako ona je imela ta čutek, da ona je tako malo bolj trdna, ne, da bo boljše zdržala, ne, to spremembo. In tako, da potem, ko je rodila mojo mamo, ne, prvo rojenko izmed 9 otrok, ki jih potem imela vse skupaj, je šla kot dojilja v Egipt. Tako 3 leta, ne, 3-4 leta. In je zanimivo, pred par leti je o tem njuni zgodbi išla tudi knjiga Ljubezen nadaljavo, kjer so objavili pisma moža ženi, ki je v Egiptu, ne, ker večinoma te knjige o Aleksandrinkah govorijo o
teh Aleksandrinkah samih, te različne zgodbe. Tukaj pa so hoteli predstaviti, kako pa je bilo s tistimi, ki so ostali doma, kako so oni to doživljali, in on je zelo veliko pisal, in tako da je šla taka lepa knjiga, polna tudi, tako bi lahko rekli, ljubezenskih pisem, kako jo pogreša, in tako. In verjetno z vsemi temi izkušnjami, težkimi v življenju je tudi to nekako pripomoglo k temu, da je razvila tako zelo močno molitveno življenje in zaupanje v Gospoda, kar je verjetno prenesla potem še na naslednje rodove. Koliko se danes še vračate domov, v domače okolje, ali starša še živita? Ne, starša sta sedaj že več kot 10 let pokojna, in tako da zdaj se vračam 3-krat, 4-krat na leto. Imam še 2 sestri, ki z družinami tam, ki živijo, potem svaka in pač nečakinja, ampak v glavnem potem grem k enim od teh 2 sester. Koliko ste se kot slovenska skupnost v Italiji čutili zaščitene? Vemo, da denimo Slovenci na avstrijskem Koroškem imajo vse skozi težave, se borijo nekako za ohranitev svoje identitete. Ja, gotovo tudi na italijanskem zamejstvu so razne težave, kar sem sam doživljal v tistih 20 letih, ker sem tam živel v Gorici. Mogoče je bilo malo bolj umirjeno okolje, tako ni bilo kakšnih skrajnežev z italijanske strani, pač so bili, ampak niso, da bi kaj posebej delali težave. Nasplošno sem se čutil sprejetega, tako v tistem okolju, tudi znotraj tega sorodstva mešanega, ni bilo zdaj zaradi tega, naprimer z tistih sorodnikov, z očetove strani, smo tudi bili dobro sprejeti. Tako, vem, da se je dolgo čakalo na tale zakon za globalno zaščito manjšine, ki potem je prišel, in zdaj, ko sem potem že toliko let in desetletij doma, sem videl tako neke spremembe v smislu dvojezičnih napisov, da je to malo nekoliko pripomoglo, da so se nekatere stvari premaknile. Zelo pa mislim, da je pripomoglo k temu, da nekako tudi nekako bolj pozitiven pogled Italijanov na Slovence, na Slovenijo z slovensko samosvojitvijo in potem z vstopom v Evropsko unijo. Sedaj se vidi, da je vse bolj pretočno, tako tudi bodisi, da Slovenci iz Slovenije prihajajo tudi v slovenske šole v Italijo ali pa tudi v italijanske, in tudi italijanske družine, ki nimajo mogoče kakšnih močnih povezav s slovenstvom, pošiljajo tudi prav zaradi tega, ker želijo svojim otrokom dati več možnosti za življenje, jih pošiljajo tudi v slovenske šole, slovenske manjšine ali pa celo tudi v Slovenijo. Sicer pa imate na tistem območju kar 4 uradne jezike, poleg italijanskega, slovenski jezik, furlanski in še nemški? No, zdaj uradno mogoče ne, ampak da so bili prisotni skozi zgodovino, v določenem obdobju. Tako, naprimer, tiste stavbi, kjer smo imeli dolgo šole slovenske manjšine, je bilo prej malo semenišče za veliko področje, kar je zdaj Slovenija, Furlanija, Ljudska krajina, in tam notri potem vem, da so imeli tudi kot učne jezike te 4 jezike, oziroma takrat je bila furlanščina, ker furlanščina je bolj se nekako kot literatura in slovnica v zadnjih 50 letih bolj razvila. Takrat je bila latinščina, italijanščina, slovenščina in nemščina. Rekli ste, da ste z družine s 7 otroki. Kakšna je prednost, kar ste vi občutili na svoji koži? Prednost velike družine z več otroki? Ja, gotovo ta pestrost teh odnosov, te raznolikosti, ko človek že od malega vidi, kako smo ljudje različni, čeprav z iste družine, zelo različni. Tudi zanimivo, kako smo doživljali družino, zdaj tako, če pogledam nazaj s svojimi bratimi in sestrami, kar smo tako v zadnjih 10 letih, tako nekateri smo videli, da so
smo doživeli zelo pozitivno, nekateri pa bolj tudi negativno, ne, obdobje, ne, doma. Tako da res, bi rekel, kakšenkrat je prava uganka, ne, kako se razvija. Ampak tako gotovo potem tole pestrost, neko mogoče večjo, ali pa mi gotovo to pomagalo, da se bolj prilagodljiv, ne, ker se je treba tako prilagajati. Kaj če je v družini morda tudi otrok s posebnimi potrebami? Ja, tisto tudi zdaj pri nas v tem smislu ni mogoče tako kakšne tako bolj Je to prednost za družino, za družinske člane? Ja, tako zdaj po tem, kar poznamo od drugih družin, tako tudi iz kakšnih skupin, ki si spremljal. Ja, gotovo je to, bi lahko rekel, na začetku kar preizkušnja, kadar se rodi otrok s potrebnimi potrebami, oziroma potem, ko se spoznane, da je otrok s posebnimi potrebami, preizkušnja, tako po eni strani tudi križ, ker se treba tako zelo prilagoditi, ampak sem tudi večkrat spremljal, bil blizu skupinam Vire in luči in tam sem videl, da so tudi potem res ti otroci, pa potem tudi kot odrasli, tako tudi neki zaklad. Velikokrat so potem o pogledu nazaj ti starši in te družine hvaležni, da imajo takšnega otroka v svoji sredi, ker jim pomaga, torej gotovo so zelo različne izkušnje, ampak zelo pogosto jim pomaga ohraniti tako neko sproščenost, neko otroškost, neko veselje, ker se to dostikrat zelo pogosto ti, dobro, odvisno kakšne bolezen je oziroma kakšna situacija je, zelo pogosto so zelo taki veseli in hvaležni otroci in ljudje. Že sva omenila, da ste kar 20 let bili v jezuitski formaciji. Kako je potekala pravzaprav vsa ta vaša formacija, kje ste študirali teologijo, pa potem magistrirali tudi, ne? Ja, tako zelo sem hvaležen za jezuitsko formacijo, ki je zelo tako pozorna na, bodi si nudi na tako jasno pot, je pa tudi pozorna potem na značilnosti posameznika, ne, da lahko posameznik s pomočjo predstojnika, tako da se uresniči, da prepozna, ne, tako tudi svoje talente in Božjo voljo, ne, zanj. Ja, tako da so, kot je običajno pri jezuitih, najprej sem začel svojo pot v novicijatu, ki je bil takrat v Mariboru, ne, še za časa Jugoslavije, leta 1999, ne, 7. oktobra, smo takrat začeli tako skupinica, ne, treh smo bili v tistem letniku. In tako novicijat je tak poseben čas, molitve, razločevanja, spoznavanje družbe Jezusove, tudi nekih preizkušenj, ko človek tako vidi, ne, če je res pripravljen malo več se žrtvovati oziroma tako umreti samemu sebi v tem smislu, da ne postavlja sebe, ne, tako na prvo mesto, da je pripravljen se sebi popolnoma odpovedati. Ja, tako, dobro. Na nek način, ne? Tej smeri je povabljen, ja, tako, kako spet to je drugo, ne. In tako, to je nekako novicijat z duhovnimi vajami. Eno leto novicijata, koliko? 2 leti novicijata. 2 leti. Kje ste bili v novicijatu? Ja, to sem, če rekel, ne, v Mariboru. V Mariboru. Ja, leta 1990. Tako do 92. Potem pa tako se začne študij teologije, ki je prvi 2 leti sicer bolj osredotočen na filozofijo, to sem pa opravil na ljubljanski teološki fakulteti in sem takrat živel v skupnosti v Dravljah, kjer je jezuitska skupnost in velika župnija. Tako, potem naprej, ne, je pri jezuitih običajno se ne opravi celega študija naenkrat, ampak prav zaradi tega, da se dopusti neko dozorevanje, ne samo rekel, intelektualno, ampak tako tudi človeško, čustveno, tako tudi, da človek preko nekega dela tako naprej utrjuje svojo identiteto, ne, tako pri jezuitih se ta študij prekine večinoma za 2 leti in se gre neko
praktično pastoralno delo, lahko na župniji. Kam ste odšli? No, pri jezuitih, ki je dosti šol in vzgojnih ustanov, sem šel na Škotsko 2 leti v Glasgowu, St. Aloysius College, torej ena taka dnevna šola, ki jo vodijo jezuiti. In tako res velika, lepa šola. Imajo od vrtca do konca srednje šole. In tam sem prišel skoraj brez znanja angleškega jezika. Torej, najprej sem se tako na pol leta bolj posvečal učenju jezika, ampak tako sem potem bolj pri praktičnih stvareh pomagal in v jezuitski skupnosti kot na šoli. Potem počasi sem vstopil, da sem tudi recimo pri pouku italijanščine imel posamezne učence za prakso jezika ali pa pri športni vzgoji sem kakšno skupino kam spremljal ali pa pozneje tudi pri tej ekipi, ki je imela verouk. Tudi v glavnem so drugi vodili, jaz sem pa zraven tako kaj pomagal. Koliko jezikov govorite, glede na to, da ste potem 3 leta študirali teologijo tudi v Frankfurtu, ne? Ja, tako. Zdaj recimo slovenščino in italijanščino govorim že približno enako vredno od doma. Potem prav preko jezuitske formacije sem se naučil še angleščino, nemščino in francoščino. Tako zdaj, kolikor govorim še, ne vem, ker je že 20. No, nekaj, mogoče najboljše angleščino ne stalno uporabljam. Zapustili ste potem jezuite v 20 letih. Kje je vzrok za to, da duhovniki, tudi redovniki, zapuščajo svoje skupnosti? Kje vi vidite glavne razloge? Prej ste že omenili, da so vam jezuiti omogočili v svoji formaciji, da ste nekako spoznali svoje darove, da bi se lahko uresničili v njih, ne? Da bi bili srečni. Pogosto slišimo, da kje tega ne omogočijo dovolj svojim kandidatom ali pa sobratom in potem odhajajo. Ali se vam zdi to dobro, ali je vendarle poslušnost predstojniku bolj pomembna od tistega, o čemer bi se človek rad uresničil? Je gotovo. Dobro, zdaj za druge mogoče ne bi vedel, ne? Ampak tako bolj, če pomislim na čas, v katerem živimo, ki je čas, o katerem govorimo, ne, da je zelo močen individualizem, ne? Gotovo to je tudi nekaj, kar lahko vpliva, ne, za to, da je redovništvo danes s obljubo pokorščine lahko bolj pod pritiskom ali bolj težko, ne. In tako tudi sam ne, sem razmišljal, koliko je imelo ne, tudi pri meni ne, to vlogo, ne, neko pretiranje, iskanje sebe. Ne, tako, Mislim tudi, da nimo na italijansko redovnico sedaj že pokojno sestro Elviro Petroci, ki je ustanovila skupnost Čenakolo, da čez 60 hiš, ne vem koliko tisoč mladih je sprejela odvisnikov od droge, alkohola in tako naprej, ki so se uspeli rešiti, ne, v tolikih desetletjih delovanja te njene skupnosti, pa vendar je morala na dovoljenje svojih predstojnikov čakati, mislim, da 11 ali 12 let. Ja, to so takšne situacije, ne zdaj, da bi prav vedel nekako. Je to pred Bogom morda bolj pomembno, da je nekdo zatajil svojo voljo in sprejel tisto, kar so od njega pričakovali predstojniki, da se morda ni mogel uresničiti v tistem, kar bi bil želel. Je to pred Bogom večja zasluga ali ne? Ja, tako zdaj vsekakor ta formacija in priprava in tudi novicijat, kot sem rekel, predstavi ne, te stvari, pomen predstojnika in pokorščine in gotovo to je zelo pomembno, ne je bilo vedno pomembno skozi vso zgodovino. Jasno je, da tisto se vedno poudarja, ne, da gotovo predstojnika ne smeš poslušati, če ukazuje nekaj slabega, nekaj, za kar seveda je greh pri drugih stvareh. Tako pa gotovo tudi predstojnik je nekdo, ki išče Božjo voljo za svojo skupnost, za
ljudi, ki so mu zaupane, ne, tako tudi kot škof, pastirji in danes nasplošno, ne, se veliko govori o vodenju, ne, prav v tem smislu, da tako, da zato, da nekdo vodi, da je predstojnik, da je pastir, je kar, bi rekel, težko, ne, potrebuje tudi neke veščine. Po eni strani, ne, papež Frančišek, ne, zelo poudarja to, da je, bi rekel, imeti neko odgovornost, pomeni predvsem biti pripravljen, ne, služiti, ne, in to dejansko. In tudi, mogoče zadnje čase se zelo poudarja to, da za cerkev nasplošno, ne, tako, ampak tudi potem za določene vloge znotraj cerkve je zelo pomembno znati poslušati. Tako, te so gotovo vse stvari. Ja, mislim, da pa če pogledamo tudi iz življenja pisa svetnikov, je kar nekaj teh zgodb, ko je nekdo zapustil redovno skupnost, ker je začutil tak močen klic za uresničitev nekega poslanstva, ki ga je očitno Bog imel zanj in je temu sledil in potem se je izkazalo za... Tako da tu človek vzame na svojo vest največ, ne? Potem. Ja, za dobro, ne? In kar ne pomeni tudi, da tisti predstojniki so bili slabi, ampak tako, gotovo je potem, kadar Bog želi iz neke situacije narediti še nekaj več, ne, kjer ostali mogoče še ne vidijo tega, ne, gotovo pride tisti trenutek neke napetosti, ne, ko je malo težko, ne, ker se ne razume zdaj točno, kaj je, ampak tisto, kar je lepo, je potem, če se pozneje lahko vidi, ne, da je vse pripomoglo k dobremu. Dobro. Prej ste omenili vašo nono, vašo babico, ne, ki je bila zelo pomembna oseba očitno za vašo odločitev, za duhovniško pot, redovniško pot. Morda so še katere druge osebe v vašem življenju, ki so bile pomembne za to, da ste stopili na to pot in se na njo ohranili do danes? Ja, torej glede svoje poklicanosti lahko rečem, da se spomnim, da ko sem imel okrog 12 let, da ko sem šel k maši ali če sem tudi kaj pomagal na kakšen drugi način ali pa tudi pri skavtih, da smo se srečevali s takratnim kaplanom, ne, duhovnikom Marjanom Markežičem iz zamestva, pa tudi drugi, ne, so bili. Njega se bolj spomnim, ne, ker je, tako bi rekel, kar naenkrat prišel, ne, iz takratne Jugoslavije, ne, so rekli, dobimo novega kaplana in so nam ga lepo predstavili, tisti naši duhovniki, ki so bili že tam. In sem tudi že ob teh duhovnikih takrat nekaj razmišljal v tej smeri. Potem so prišla tako najstniška leta, vem, da tako mogoče nisem več o teh stvarih razmišljal, malo bolj tako površinska leta življenja. Potem pa gotovo je meni in tudi drugim pomagalo to, da je potem v zamestvo prišel pater Marko Ivan Rupnik, ki je začel delati med mladimi Slovenci in Italijani, je imel veruko v šoli, ne, tako preko tega smo ga spoznali, smo ga povabili k skautom in je predlagal, da bi začeli z neko skupino, smo se začeli srečevati in nas je tako znal primerno tistemu času in letom, v katerih smo bili nagovoriti, tako da nas je potem, ko nas je povabil na duhovne vaje, čeprav takrat nismo niti točno vedeli, kaj to je, nas je kar veliko se odločilo, da smo šli in ja, tiste duhovne vaje, mislim, da so bile nekaj odločilne, torej te ignacijanske duhovne vaje v tišini, 3-4 dni. Prvič smo šli na Mirenski grad, torej tisti prvi teden bolj poglobitev v molitev, potem enkrat smo bili v Pordenone, potem pa na Barbani, ne, tudi tam tisti drugi teden bolj za odločitev. No, tako da potem s pomočjo tistih duhovnih vaj in tiste skupine, v kateri smo bili, lahko rečem, da se je takrat potem začela, kot sem rekel, v družini smo imeli molitev, ampak potem, da sem prišel iz tiste bolj družinske molitve v bolj osebno, da sem se samo odločil, da bom tudi jaz sam posebej kdaj molil, potem gotovo je bilo to najbolj pomembno. No in potem, ko se je začela ta oseben odnos z Jezusom, da sem ga res začutil kot prijatelja, kot nekoga, ki me posluša, ki me
tudi preko molitve in Božje besede nagovarja in jaz lahko njemu povem. Potem se je začelo spet pojavljati ta misel na tako duhovništvo, redovništvo in potem, ker sem takrat potem bolj poznal patra Rupnika in druge jezuite, predvsem slovenske jezuite, sem se potem odločil, da sem vstopil v slovensko provinco družbe Jezusove. In takrat je bilo kar nekaj tako poklicov, bodi si za slovensko provinco, italijansko, za duhovnike, tudi škofijske, tudi za redovnice, skupnost Loyola in tudi druge skupnosti. Koliko vas je osebno prizadela, da tako rečem, ta afera patra Marka Rupnika, ki ga omenjate, da je pustil tako pomembno sled v vašem življenju, svojimi duhovnimi vajami in tako. Gotovo je ogromno dobrega naredil, vendar pa ta zelo temni madež, ki je padel sedaj nanj, morda se vleče cela zadeva tudi zaradi tega tako dolgo, ker molči. Pater Rupnik molči, ne slišimo, da bi se kje pojavil, da bi povedal svoje stališče. Kaj vi osebno mislite o vsej tej aferi? Kako doživljate vse to, ki je pravzaprav nekako mučno že po tolikem času sedaj, da se to ne izčisti, pa da se stvari pokažejo jasno? Kako je sedaj na stvari? No, gotovo je neprijetno in boleče, ampak zdaj, da bi vedel točno, kaj je ali pri čem je, ne vem, zato bi rekel, gotovo idealno bi bilo, zdaj, če je bilo, karkoli je bilo, da bi bilo to ena priložnost za neko srečanje s pravo, vsekakor pa tako, da zdaj. Vi ste imeli tudi zelo pomembno službo, mislim, da celo 2 leti na nunciaturi v Ljubljani. Bili ste sodelavec, pomočnik, služabnik, da tako rečem, 2 nuncijama, papeškima nuncijama v Sloveniji. Kaj ste takrat spoznali o delovanju cerkve, kar nam morda lahko zaupate, kajti marsičesa običajni verniki ne poznamo, kako poteka vsa ta zadeva, da tako rečem, v ozadju, To je vatikanska diplomacija, tako če na zelo na preprost način rečemo, ko gotovo se vsak izmed nas lahko vpraša, če je potrebna ali potrebna, ker je tako to, če pomislimo, nuncij tudi, duhovnik, potem škof in tudi gotovo diplomat. Pač, če je bil začutil svoj mladosti kot poklic kot duhovnik, to delo kot diplomat je tako na nek način precej obremenjeno z dosti administracije in tako. In da je gotovo tudi potem za vsakega, ki je kot duhovnik v tej službi, nek izziv, kako biti božji človek sredi vsega tega. Kaj je bilo konkretno vaše delo? Tako moje delo je bilo to, da sem tako prišel na nunciaturo, sem pogledal časopise, da sem na kratko videl, če je bilo na področju cerkve, kaj je, tako da sem potem nunciju to poročal. Potem, če so prišli razni obiski, da če je bilo treba kaj prevajati, tolmačiti, in potem tudi za prevajanje kakšnih dopisov, bodi si iz italijanščine v slovenščino. Vi ste bili kakšen njegov tajnik ali eden od sodelavcev? Krajevni sodelavec. To pomeni, da nekdo, ki ni znotraj diplomatske službe, ampak sodelavec iz tistega kraja, ki lahko pomaga nunciju biti bolj povezan z ljudmi tistega kraja. Tako potem so precej pogosto te diplomatska srečanja diplomatov, teh, ki so v državi v tistem času, bodi si ta redna ali pa ob prihodu in slovesu katerega izmed teh, tako ker je nuncij zelo pogosto dekan diplomatskega zbora, potem on mora to organizirati in tisti, ki smo zraven, pomagamo. Tako, če kakšenkrat pa je bilo treba tudi ga kam voziti, tako na kakšne obiske, na kakšno svetomašo, na kakšno ceremonijo. Sprašujem se, ali danes morda ta služba
postaja vse bolj naporna, tudi za nuncija. Koliko Janezov krstnikov bi pravzaprav potrebovali danes v cerkvi, kajti tisti, ki danes v cerkvi govorijo resnico, običajno ogrožajo svoj položaj. Mislim namreč na nadškofa Viganoja, denimo pa na škofa Striklenda, pa potem na tega italijanskega duhovnika, ki je o papežu bil zelo kritičen in je bil celo ekskomuniciran. Ali je naš papež Frančišek maščevalen človek? No, zdaj te zgodbe ne poznam, ne tako podrobnosti, tako jaz zaupam, ne, da papež prav dela, ne, in da verjetno je bilo kaj narobe s temi ljudmi. Ja. Da, tako ne vemo, da... Niste poznali pisem, ki ste jih pisala Vigano in ta... Ja, nekaj sem slišal, ampak nisem prebral, da bi znal kaj povedati. Ne. No, precej ste kazala ogledalo delovanju Svetega Očeta, Vatikana, sploh cerkve in tudi družbe. Današnje opozarjala človeštvo na nevarnosti, tudi vernike, denimo, in očitno sta bila zelo moteča, ne? Kajti vsaj pri enem ni bilo posebnih razjasnitev, zakaj je bil odstranjen. Ne? Kako gledate vi na delovanje danes Vatikana in tudi Svetega Očeta Frančiška, na njegove odločitve, zadnje odločitve morda? Tudi vi ste, mislim, da magisterij upravljali tudi na področju razvezanih oziroma tistih ljudi, ki so nekako končali svoj krščanski zakon, ne, po svoji odločitvi in so se želeli ponovno poročiti. Ne. Papež Frančišek je pa v zadnjih časih dovolil, denimo, da se lahko blagoslavlja celo pare in to istospolne, ne, kar je sprožilo velik revolt v cerkvi, tako med verniki kot med škofovskimi konferencami. Zelo številne škofovske konference so kolektivno prepovedale v svojih škofijah izvajati to odločitev papeža. Ja, no, jaz zaupam, ne, papežu. Mislite, da se škofovske konference motijo? Ja, verjetno bolj možno, da se škofovske konference motijo, ne, ker papež pa pogleda situacijo po celem svetu, ne. In tako, zdaj tudi tisto glede teh, no, nasplošno zelo pogosto, vsaj nekateri mediji, ne samo del tega, kar papež naredi, poročajo in potem zgleda, ne, tako mogoče malo čudno, ne, tako pri teh stvareh, recimo ne glede tega, ne, če se vse mogoče stvari blagoslavlja, ne, mislim, da se blagoslavlja ne v tem smislu zato, da bi se reklo, da je to prav, ampak prav zaradi tega, zato, da bi z blagoslovom se lahko kaj spremenilo, ne. Ampak tu je bil glavni problem, ne, da se greha ne sme blagoslavljati, ne. Ne, se ne blagoslavlja greha, ampak se blagoslavlja ljudi, ne. Ja, ampak ki živijo... Zato, da bi se spremenilo, da ne bi bilo več greha. Tu je bil problem, ne. Ravno to očitajo. Ja, ampak če se hoče slabo razumeti, papeža se lahko vedno slabo razume, ne. Ja, vendarle morava to pojasniti našim gledalkam, gledalcem. Problem je ravno to, da mnogi očitajo Svetemu Očetu, da dovoljuje blagoslavljati par, ki živi v težkem grešnem stanju, se pravi v smrtnem grehu, ne, istospolni par, ki se ni pripravljen spreobrniti. Denimo, ali bi Jezus blagoslovil nekoga, ki se ni pripravljen spreobrniti? No, ampak če verjameš, da moč blagoslova, ne, da lahko tudi tisto nepripravljenost spremeni, ne, pri Bogu je vse mogoče, ne, zato lahko potem blagoslavljamo. Dobro. Imamo tudi precej težav, kar se tiče podeljevanja zakramentov v cerkvi, ne, pa me zanima, koliko vi kot duhovnik čutite neko moralno odgovornost in po svoji vesti pred Bogom, ko podeljujete zakramente, ko pripuščate k zakramentom. Zelo problematičen je zakrament svete birme, ne sam zakrament, ampak pripuščanje tistih, ki v resnici kažejo jasne znake, da jih vera ne zanima in da potem morda v 90% ti otroci več ne pridejo v cerkev, potem ko so prejeli zakrament svete birme. Ne? To je bilo zato, da se je organiziralo praznovanje, da so dobili darila in potem jih ni več. Ali ni to na nek način zelo bogoskrunsko početje, potem, da pripuščajo duhovniki cerkev takšne otroke,
No, če je bogoskrunstvo, ne vem, če je bogoskrunsko, ampak vsekakor je gotovo nekaj, kar nas sprašuje, ne? Po eni strani, kako delamo, po drugi strani pa tudi, v kakšnem času živimo. Tako da je res, mislim, da se večinoma ne zavedamo, ne, da je kar izziv. In zdaj, ja, po eni strani lahko pač rečemo, ne, da takoj prekinemo, ne, v smislu, če te ne zanima. Po drugi strani pa iščemo lahko še naprej način, kako ostati blizu, ne, tudi če vidimo, da taka pot, ne, da dobro popolna itak ne bi bila, ampak tako, da je precej majava, ne, ampak prav kot način ostati blizu. Ne. Kako mislite, da danes lahko Cerkev pomaga otrokom in tudi njihovim staršem, da bi zakramente jemali resno in odgovorno? Ja, tako da se znotraj župnije tako ustvari eno tako prijetno okolje, kjer so ljudje povezani bodisi človeško, ampak tudi preko molitve in da se potem ta molitveni duh nekako uspe posredovati, torej to prijateljstvo z Jezusom. Takrat, ja, mislim, da je bistvena razlika, kadar nekdo uspe zaživeti malo bolj oseben odnos in to je težava, ja, tako kot sem prej omenil, da zame je bilo tako pomemben, ne, ta potem v določenem trenutku ta prehod v tako osebno vero in tako to tu pa tam uspe, ne, to posredovati katerem, ampak večinoma ne toliko, ne, to seveda potem je odvisno tudi od vsakega izmed nas, nekoliko živimo vero, ne, potem toliko verjetno bolj lahko posredujemo. Vi igrate tudi kitaro. Koliko duhovniku pomaga instrument pri tem, da nekako bolj učinkovito lahko pritegne otroke, mlade, da bolj slišijo to, kar jim želi sporočiti? No, mislim, če pogledamo tudi zgodovino Cerkve, ne, glasba je vedno zelo veliko pomenila in ima posebno moč tudi za odpiranje, ne, človeškega srca, za nekaj več od tega, kar človek doživlja v tistem trenutku. Tako da v tem smislu torej sam rad poslušam glasbo, rad pojem in igram. In tako da mi ni težko predvsem pri skupinah z otroki prijeti za kitaro, da skupaj nekaj zapojemo. In tako preko teh pesmi, ki imajo pogosto tudi lepo vsebino, tako upam, da uspem ne tako približati Jezusa, njegovo življenje, da je potem nekaj, kar jih spremlja lahko še naprej. In tudi pri različnih vrstah druženja v župniji, tudi s starejšimi, z zbori, tako ima pesem pomembno vlogo pri teh naših druženjih. Tako da je nekaj, kar lahko zelo pomaga. Vi verjetno pritegujete tudi s športom. Vem, da ste navdušen nogometaš, da sodelujete že več let tudi v ekipi slovenskih duhovnikov, ki hodi po turnirjih po Evropi, teh duhovniških nogometnih turnirjih, ne, kjer tudi zmagujete menda, ne? Ja, tako to je. Predvsem je zame to pomembno zaradi tega, ker se tako z ostalimi duhovniki družimo, se srečamo, kolikor toliko redno in seveda tudi potem to mi pomaga, da se ohranim nekako bolj, ne vem, če zdravega, ampak tako, da malo bolj v formi, da potem tudi druge stvari lažje opravljam, ne, ker nekako tako se redno gibljem. In potem na teh turnirjih se pa srečamo z duhovniki iz drugih držav, kjer se potem tudi izmenjamo izkušnje, gremo vsako leto v eno drugo državo, tako da vidimo tudi, kako živi Cerkev na licu mesta. Smo bili ne, predvsem v teh vzhodnih državah že precej, ne. Letos smo bili v Albaniji, prejšnje leto v Romuniji, Črni Gori, na Hrvaškem, Madžarskem, Belorusiji celo, še pred vojno, ne, torej okrog leta 2016, ko
ni bilo tako napeto kot sedaj. In tako, da smo videli, ne, kako cerkev tam živi. Vi ste že po svojem imenu Frančišek povezani z naravo, Frančišek Asiški, ki je verjetno vaš godovni zavetnik, je zavetnik narave, stvarstva. Kaj vam pomeni v vašem življenju sveti Frančišek Asiški? Ja, tako kot godovni zavetnik mi je blizu že od otroštva, tudi nekako Ni on tisti, ki je glavni, ki se mu priporočate? Imate še katere druge svetnike posebne? Tako, recimo najbolj se priporočam njemu, jaz svetemu Ignaciju Loyolskem, sveti Klari, tudi blaženemu Antonu Martinu Slomšku, predvsem v zadnjem obdobju. In pa tudi sem že tako, predvsem neko obdobje sem prebiral, ne še kakšne življenjepise drugih svetnikov, nekaterih pa so mi bili tako, vsaj za neko obdobje še nekateri drugi. Ja, tako sveti Frančišek Asiški mi je blizu, bodisi ker doma smo živeli tako v bolj podeželskem naravnem okolju in mi je narava blizu, tako da nekako tudi preko tega se čutim z njim povezan. Tudi preko skavtov sem veliko bil v naravi in tam tudi vedno znova poudarjamo svetega Frančiška. In tako, da mi je blizu. No, mogoče v tem duhu nekoliko lahko se povežem tudi z novomašnim geslom, ko sem ga izbral. Če ne postanete kakor otroci, ne pridete v Božje kraljestvo. Tako to geslo po eni strani je podoba recimo mojega življenja do takrat, ne do nove maše, ker sem živel v družinskem okolju, ker kot zadnji sem bil vedno malo tisti kot otrok, ki so me vsi ostali imeli bolj za otroka, tudi potem, ko sem bil že odrasel. Ampak tako v tem smislu, pozitivnem smislu, kot tisti, ki v družini prinaša neko sproščenost, neko veselje, takrat, ko so vsi že vpeti v službe, v delo, tako če je otrok v družini vedno zna sprostiti vzdušje, ker na življenje gleda čisto drugače. No, v tem duhu tudi sveti Frančišek, s tem posebnim pogledom na življenje, na to, kar je pomembno. In pomembno je seveda Jezus toliko bolj, se je izvir vsega tega nebeškega pogleda, ko z vsem tem, kar je delal, živel in učil. Ob tem, da ste že 14 let župnik v župniji svetega Rešnjega telesa v Mariboru, imate nekako v soupravi še 3 župnije menda, ne? Ja, sedaj od lani, tako skupaj z še 2 duhovnikoma, Sebastianom Tišlerjem in Davidom Pahorjem in stalim diakonom Kristjanom Bolšakom, skrbimo za 4 župnije, tako še Tezno, Brezje in Miklavž. Ja, prvo leto je bilo zelo zahtevno, prav zaradi, ali pa najbolj zaradi koordinacije in spoznavanja okolja, ljudi, skupin. Samega dela ni več v tem smislu, da je bilo več maš, več spovedovanja, več verouka, mogoče malenkost, več, ampak ker smo ekipa, tako potem si porazdelimo in to ni toliko problem. Bolj problema je usklajevanje in to, da se dobivamo, da potem res nekako skupaj v isto smer delamo in se soočamo z izzivi, ki so na župnijah. Kako vi kot župnik, glavni župnik, doživljate Mariborčane in to okolje sedaj po tolikih letih? Ja, kot župnik znotraj župnije, sam in mislim tudi ostali smo zelo dobro sprejeti, so taka jedra, dobra, močna, tako ki majhna, ampak tako, kjer res kot duhovnik in župnik se lahko dobro počutim. Dobro ljudje, ki tako sprejemajo tudi določene naloge in odgovornosti znotraj župnije, tudi kot svoje osebno poslanstvo, čeprav imajo tudi že službe, družine in druge stvari. Tako kot kristjan ali pa tudi kot duhovnik znotraj Maribora v tem okolju, no, nasplošno lahko rečemo tako v Evropi, ampak tako tudi v Mariboru, je gotovo neka oddaljenost, tako od vere, od cerkve, večine ljudi, tako tudi
gotovo posebno pečat je pustila ta afera Mariborske škofije, ki je bila tako, kot je bila predstavljena v medijih, gotovo povzročila, da tisti, ki niso bili blizu, da so bili nekako bolj obrobni, da so se od cerkve še bolj oddaljili. Kako je težko po tej aferi sedaj vam, ki ste glavni ekonom Mariborske nadškofije, opravljati to službo? No, zdaj to delo je takšno, da je tisto redno delo z župnijami, kar se teh stvari tiče, da se malo sledi, skupaj s pomočniki, računovodje. Vas ta afera sedaj več ne obremenjuje pri tem delu? Ne, tako da bi gotovo zdaj značilnost naše škofije je, da zdaj nima več nobene imovine, tako, nima nič in tako na nek način živimo bolj iz dneva v dan, čeprav vemo, da pač, ker je povezane z vsemi župnijami, da župnije poskrbijo za to, da lahko škofija živi in predvsem smo hvaležni tistim škofijam in iz Avstrije in iz Hrvaške in drugod, ki so takrat pomagali, da ko je bilo treba zdaj v tem postopku prodaje, da so pomagali, da se je ohranil ta stavba, znotraj katere je župnija, škofija. Tu moramo res biti hvaležni tem sosednjim škofijam, ne? Tako da zdaj gre naprej malo na drugačen način, z drugačnim pogledom, gotovo bolj po eni strani lahko tudi bolj osvobojeno, ker prej tako gotovo je bilo veliko nekih dejavnosti. Razumemo, da ste ogromno angažirani. Imate sploh še kaj časa zase, za odmik, za oddih? Ja, gotovo malo manj kot prej, ampak tako, skušam si najti čas. Tako, predvsem s kakšnimi skupinami ministrantov, otroki, rad grem kam s kolesom, to potem v času šolskega leta se redno dobivamo na nogometu in tudi še vedno tako uspem obiskati družine ob večerih, tako so veseli, če na župniji se kdaj pojavim. Lepo, mi smo zelo veseli tukaj v Mariboru in ponosni na vas. Vem, da tudi številni vaši župljani, župljanke Maribora, ki vas imajo zelo radi, tudi otroci. Boste ponovili v vašem domačem kraju, v vaši domači izvirni župniji tudi vašo srebrno mašo ali kako? Ja, sedaj imamo v načrtu tudi skupaj z bratrancem Davidom, s katerim smo bila skupaj posvečena v duhovnika, da bi imeli tudi za Slovence v zamejstvu Cerkve svetega Ivana, tam, kjer smo bili najbolj doma, to ponovitev, in potem jaz bom imel tudi za Italijane v tisti vasi, kjer smo imeli domačijo, v tej furlanski vasi v Moši. Tako da bo v naslednjih mesecih tako par takih lepih priložnosti za srečanje tudi z nekaterimi ljudmi, s katerimi se že dolgo nismo videli. Zelo sem vesel, da ste bili moj gost. Iskrene čestitke še enkrat ob vašem duhovniškem jubileju, 25-letnici opravljanja vaše duhovniške službe, torej srebrni maši. Lepo praznovanje še letos, kjerkoli boste praznovali, in hvala vam za vašo pomoč tudi na našem programu Slovenske katoliške televizije. Kot sem že omenil, ste naš občasni prevajalec in komentator. Hvala lepa za povabilo in res najbolj sem vesel, da smo lahko preko televizije Exodus povezani tudi ob oltarni mizi, da skupaj molimo in slavimo Gospoda. Najlepša hvala in hvala vam, drage gledalke in gledalci. To je bil torej naš letošnji srebrnomašnik, sodelavec naše televizije, gospod magister Franček Bertolini.